Ozavestimo pomen našega planeta. Namen današnje meditacije in razmišljanja je, da se zavedamo pomena našega planeta, da se zavedamo pomena Zemlje. Se resnično zavedamo, da je Zemlja naš edini dom, ki ga imamo? Poskušajmo se ponovno to spomniti ter to ozavestiti. Naredimo globok vdih in izdih. Za nekaj trenutkov se poskusimo čim bolj umiriti in sprostiti, ter naše misli in pozornost pripeljati k zavedanju pomena našega planeta. Zemlja je naše bogastvo. Brez nje ne bi bilo življenja, ne bi bilo nas. Zavedajmo se, da nam Zemlja daje zrak, hrano, vodo, toploto in vse, kar potrebujemo za naše življenje. Se resnično zavedamo, da brez zraka ne bi mogli živeti? Vdihnimo ta trenutek svežino tega dne, ki nam jo daje naša Zemlja. Dih naj bo počasen in globok. Skupaj vdihnimo skozi nos, zadržimo nekaj sekund zrak in počasi izdihnemo skozi usta. Še sami naredite nekaj počasnih in globokih vdihov ter izdihov. Ste opazili, kako se je naše dihanje umirilo, s tem pa tudi naše telo? Ko ozavestimo dihanje, se takoj počutimo bolje ter umirimo vse napetosti v našem telesu. Hvala našemu planetu za čist zrak. Hvala, da ga lahko dihamo. Zemlja je torej naš edini dom, so naša pljuča, zato ne smemo dovoliti, da bi jo zastrupili. Ne smemo dovoliti, da bi Zemlja zbolela. Moramo skrbeti zanjo ter jo ohraniti za naše potomce. Za Zemljo smo odgovorni vsi mi, ki živimo na njej. Brez nje ne bi bilo polj, njiv, travnikov, pridelkov, sadja in zelenjave. Torej ne bi bilo ničesar in mi bi bili lačni. Zemljo je potrebno spoštovati
Zavedajmo se dragocenosti tega. Zemlja je naš modri planet. Nebeško modri oceani, mogočni gozdovi, rodovitna tla. Prav tu se je razvilo prvo življenje. Kako se danes obnašamo do zemlje, ki nam daje pitno vodo ter vse te dobrine? Se zavedamo, da smo od vode odvisni vsi, ki živimo na njej. Ljudje, živali in rastline. Zato smo za ohranjanje čistega okolja in vode zadolženi prav vsi. Nihče izmed nas ni izjema. Zavedajmo se tega. Voda ima odločilno vlogo za vsa živa bitja. Je osnovna sestavina celic, tkiv in telesnih tekočin. Njene naloge so, da vzdržuje stalno telesno temperaturo, prenaša informacije po celem telesu, odnaša vso nesnago iz našega telesa ter povečuje sposobnost obrambe telesa pred strupenimi snovmi, skrbi za naš pravilen krvni obtok, delovanje naših možganov, za pravilno delovanje ledvic, za našo prebavo in še in še. Voda je naša najbolj dragocena dobrina na celem planetu. Lahko smo srečni in hvaležni, da živimo na področju, kjer imamo vsak dan pitno vodo. Se resnično zavedamo tega privilegija, ki ga imamo? Ne pozabimo, da namreč voda vse, kar človek s svojimi dejavnostmi pusti na površju, spere v podzemlje in podzemne vode. Vse, kar človek pusti dobrega in žal tudi slabega. Vso odpadno vodo je potrebno, preden jo vrnemo nazaj, očistiti. Pomislimo, kako mi skrbimo za našo dragoceno dobrino, ki jo imamo. Kako mi lahko vsakodnevno varčujemo z vodo pri vseh opravilih v kuhinji, kopalnici ali na vrtu. Zavedajmo se te dobrine, ki jo imamo. Zavedajmo se tudi toplote in svetlobe, ki prihaja od sonca in jo prav vsi potrebujemo. Sonce je vir življenja na zemlji, je edini vir energije na zemlji v celem osončju. Sončna energija nam je vsem dostopna in nič ne stane. Se zavedamo tega? Ali znamo to tudi ceniti? Ne pozabimo, da je Zemlja naš edini dom, ki ga imamo, ter da z našim načinom življenja lahko vplivamo na okolje. Četudi so naša dejanja majhna,
in se nam zdijo nepomembna, so pomembna. Pomembno je vsako dejanje šteje, pa tudi tisto najmanjše. Še toliko bolj se danes zavedajmo, da vse, prav vse, kar nam daje in nudi naš planet Zemlja, niso samoumevne stvari. Nikoli ne pozabimo tega. Ne pozabimo, kaj vse nam nudi Zemlja. Vsakodnevno se vprašajmo, ji resnično znamo vse to vračati? Zavestno danes naredimo nekaj dobrega za našo Zemljo, ter ji s tem izkažimo spoštovanje in hvaležnost za vse, kar si zasluži. Prav nikoli ne pozabimo na pomembnost, ki jo ima naša Zemlja. In tega se vsak trenutek tudi zavedajmo. Zato se odločimo, da vsak trenutek skrbimo za našo Zemljo.